Iz svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Isus. Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: odkot njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozeja, Juda, Simona, mar njegove sestre niso tu pri nas? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril: prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši. In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela. Samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Isus. V domačem kraju, kjer je Jezus obiskal svoje sorodnike po Marijini strani, katere so imenovali kar bratje in sestre, je Jezus naletel na težavo pri svojih rojakih, pomanjkanje vere, in kot da je to tisto, kar vpliva, da ni mogel narediti velikih znamen čudežev. Ta misel bi lahko vodila k temu, da Bog, ki mu pripisujemo vsemogočnost, je od nas odvisen, če lahko naredi kakšen čudež, znamenje ali pa ne. Od naše vere. Lahko bi šli z mislijo naprej, če človek ne moli, ne prosi v molitvi, potem Bog tega ne naredi. In je lahko zopet misel, da je Božje delo ali pa uslišanje naših prošenj, molitev odvisno od nas. Pa vendar Bog ni odvisen od človeške vere, ne od človeških molitev in od človeških prošenj, ker Bogu nič ne manjka in vse to presega. Zakaj potem tak poudarek na vero človeka, na molitev, na zaupanje, na prošnjo? Tukaj lahko si pomagamo s primerjavo. Če nekemu človeku podarimo avto, ki je dober, ki je zanesljiv, in ta človek nikoli v življenju avtomobila ni vozil in ga ne zna, ta avto, kljub temu, da je čisto brez vsake okvare, da je dobro narejen, mu nič ne koristi. Ni tukaj problem v avtomobilu, lahko bi temu človeku dali več avtomobilov, pa bi peš hodil. Kaj je potrebno pri temu človeku? Potrebno je, da se ga nauči, kako ne upravlja stvari, dobrino, ki jo dobiva ali ima. Drugače bo stala nekje in bo tam čakala mogoče kar propad, če že ne kakšno primerno uporabo. In če je to taka preprosta uporaba, potem lahko začutimo, da je vsaka naša molitev, vsaka naša prošnja, tista, ki mene oblikuje, pripravlja in dela sposobnega, da lahko jaz sprejmem darove, ki jih želi Bog dati. Ker če jih da, pa sem jaz nepripravljen, nezmožen, jih ne morem sprejeti, ti darovi bo šli v prazno. In tudi vera človeka ni tista, ki Bogu omogoča, da lahko naredi velika
znamenja, ampak mene preoblikuje, da jih lahko vidim, spoznam, sprejmem in sem zanje hvaležen. In imam jaz korist od močne in globoke vere, ne Bog, ki ima tak odnos do mene, da želi narediti velika dela v mojem življenju. In to se je pokazalo v tem opisu srečanja Jezusa za svojimi rojaki v domačem kraju. Gledali so s svojimi pričakovanji in s človeško predstavo. Kar že vnaprej so določili Jezus, ki ga poznamo, ko je bil še majhen kot otrok, potem je odraščal kot mladostnik, tak je. Njegov skrbnik, pravili so mu oče, je bil pač delavec kot tesar, pogosto je šel poklic na otroke, na sina, in niso izstopili iz svojega človeškega pogleda. Tisto, kar jih je pa presenetilo, da njihove predstave močno presega, so se pa celo spotikali nad njim. Kako po eni strani šibka ali nesvotna drža človeka, ko bi lahko bili navdušeni, ponosni, z velikim zaupanjem in da bi lahko res prosili za svoje življenje, za stvari, ki so jih doživljali, živeli, da bi lahko tudi njim naredil mogočna dela. Saj so rekli, kako mogočna dela se godijo po njegovih rokah. Poznali so njegova mogočna dela. Sprejeti pa jih niso mogli. Naj bo za nas ta Božja beseda spodbuda, da bi vsaka naša molitev, prošnja, pa tudi zahvala, češčenje nas oblikovala, da bi lahko sprejemali, pa tudi opazili velika Božja dela. Lahko gre človek skozi življenje, pa kar tako zamahne z roko, se nič posebnega, pač nekaj se je zgodilo. Lahko so pa to drobni čudeži, v katerih je človek hvaležen, vesel, tudi notranje izpolnjen, zato ker vidi globje, kot je samo zunanjost in površinskost. Naj bo Božja beseda spodbuda, da bi vsaka naša molitev bila res z velikim zaupanjem. Bog me ima rad, neskončno rad in želi dati več od mojih prošenj. Samo želi, da bi bil sposoben sprejeti njegove dobrote, darove, dobrine, ki nam jih daje. Tem zaupanju Boga, tej hvaležnosti, tudi skupaj izpovejmo vero.